Robert Karota, vodja urgentne dejavnosti in pa vodja kot koordinator za COVID. Kakšno je trenutno stanje v splošni bolnišnici na Jesenicah, ker smo ravno pred splošno bolnišnico Jesenica, pa mogoče v celotnem prostoru? Kar se tiče same jeseniške bolnice, trenutno je situacija precej boljša. Iz številke, se pravi 48 vseh hospitaliziranih smo padli danes na 17 navadnih in 3 v intenzivni, se pravi govorimo o več kot polovičnem zmanjšanju celotne zasedenosti s COVID pacienti. S tem v vezi smo tudi seveda zmanjšali svoje prostorske kapacitete. Sproščanje je nujno potrebno, če hočemo nadaljevati s tem, kar vidite okoli hiše, se pravi tako obnova, tako požarna kot energetska sanacija in tudi gradnja intenzivnih enot. Kar se pa tiče Slovenije, je stanje precej enako, precej podobno kot Jeseniško. Se pravi, številke kažejo bistveni upad števila hospitaliziranih, ki je padlo iz 1300 v fazi največje višine vala na 545 danes, od tega je število intenzivnih tudi že padlo pod 100. Zdaj, pripravljen je tako imenovani načrt ali izhodna strategija za vse bolnišnice po Sloveniji, ki je bila pripravljena z naše strani na ministrstvu, ki predvideva, da v fazi 2, se pravi tako imena rumena faza, ko pade celotno število hospitaliziranih pod 500, se zapirajo že določene bolnišnice. Po planu se zapira Ptuj, se zapira Slovenj Gradec, se zapira Trbovlje, Brežice, Topolšica in Sežana sta se že. Zapira se tudi Izola, na Jesenicah se pa zapira intenzivna enota ravno z namenom gradnje novih intenzivk. Vendar mora biti dosežen pogoj pod 500 in seveda tudi epidemiološka situacija se mora malo umirjati, se pravi število novih okužb mora padati, sicer do tega zapiranja ne bo prišlo. Da je pa kljub vsemu, da imamo še vedno visoke številke novo okuženih, se pravi nekako 1000 dnevno, pa obstaja verjetno neka povezava, zakaj pa število hospitaliziranih pada. Verjetno je to na račun tega, ker imamo visoko precepljenost rizične populacije in hkrati tudi rizična populacija je že precej prebolela ta COVID. Trenutno je pa število okuženih pravzaprav na rovaš mlajše populacije, ki pa k sreči hospitalizaciji ne potrebuje tako pogosto kot starejši. Tudi sam ste se srečali nažalost s COVID-om in potem, kako se je pri vas vse skupaj začelo? Nekje v mesecu novembru, če se jaz sem bil pozitiven, sem bil 29. oktobra, nato se je pa 2. novembra pri meni pojavila iz čistega miru, iz čistega zdravja. Povišena telesna temperatura v recimo pol ure na 40 stopinj z mrzlico, groznim glavobolom, potem je bila tista noč, rečemo temu prekleta. Temperaturo smo zbijali iz 40 proti 38, znoj teče v potokih in neznosno je začelo boleti desno koleno. Potem naslednji dan si kot cunja po neprespanih nočeh s temperaturo 38, praktično nepokreten zaradi bolečin od pasu navzdol. Po 2 dneh bolečine nekoliko popustijo, k sreči tudi temperatura pade, glavobol vztraja, pojavi se utrujenost, k sreči brez kakršnih koli težav z dihanjem in pa izguba vonja in okusa. Okus še danes ni tak, kot bi mogel biti, bolj v bistvu po nekako 10 dneh so težave izzvenele in sem začel tudi hoditi v službo, ko sem pač šel čez to fazo 14-dnevnega obolenja in nisem bil več kužen. Kasneje je bilo pa kar nekaj težav, medtem ko predvsem ostaja glavobol, ki je zdaj že izginil, ta utrujenost, ko mi pred COVID boleznijo ni bil noben problem po cele dneve letati okrog pa skakati, zdaj pa popoldan ni bilo nič odveč, če sem se malo vlegel. Tako da v bistvu te moči ni bilo več, kondicije za uhrib, kakor ni bilo. Kot sem že rekel, k sreči je glavobol popustil, krvni tlak mi je zrasel zdaj ali zaradi vsega COVID-a, ali pa zaradi samega COVID-a, ali pa zaradi let, to pustimo zdaj to, ampak neke posledice definitivno so. Kar se pa tiče za naprej, pa noben ne ve, kakšne posledice bo ta
bolezen tisočerih obrazov pustila. No, mineva že skoraj 3 mesece in po kolikom času ste se potem ponovno vrnili v splošno bolnišnico Jesenice, tukaj, kjer ste zaposleni? Jaz nisem nikoli odšel iz bolnice. Jaz sem vedno delal v bolnici Jesenice, bil sem pa koordinator. Se pravi, vsa moja funkcija je bila telefonska, pa recimo 24/7. Tako da včasih ravno, mogoče takrat, ko sem bil operacijski ali pa v kakšni ambulanti, se nisem tako javil, sicer pa večinoma dosegljiv 24/7, že 4. mesec. Hvala za pogovor in upajmo, da se bo čim bolje končalo za nas vse. Zmenjeno. Enako tudi vam. Ob upoštevanju teh ukrepov jaz upam, da 3. vala ne bo in da bomo začeli normalno živeti.